Jaz sem takrat, smo šli skupaj od doma plezati v hribe, pač v skupino Mangarta, ne. On je plezal s Tamaro Likar, jaz sem plezal s Pavlo Korinčič, midva sva šla v Vevnico, sva delala prvo ponovitev ene smeri od Pivsja, oziroma eno drugo. No, in ko sva prišla nazaj, sva jih slišala v steni, visoko gor, nekje na sred stene. Sem rekel, dobro, bojo bivakirali pač normalno, ne. In sva midva čakala dol jih. Drugi dan je bilo pa deževje non-stop je začelo že ponoči, ne. In potem na koncu še zasnežilo. In v tistih pogojih sta se ona dva iz tiste smeri, kjer sta zavila, umaknila in se reševala po drugi liniji. In tik pod robom, tam, kjer pride polica, ki greš ven, Pavle je bil že gor na robu, v bistvu na polici, se je vrnil nazaj, sta pač še enkrat bivakirala in zaspala. En zraven drugega, pač od izčrpanosti, mraza in vsega skupaj, ne. Zaspala sta pač na štrikih, na bivaku. Ni nobeden padel, ne. Kljub temu, da je deževalo, da jih je zasnežilo in vse. Jaz sem ga slišal še zvečer, na nedeljo sem ga še slišal, in ponedeljek zjutraj ni bilo več glasov, ne. In potem je stekla akcija. In potem sem bil tudi zraven, ki smo ga vlekli iz stene in vse, veš, da mislim, ki smo jih obeh vlekli iz stene. Sigurno je bilo to zelo težko, ampak mislim, da so mi spet gore pomagali, da sem se rešil in prijatelji, ali taki sva ga srečala prej in drugi, in Julio in eni in drugi in Filip, na primer. Filip je bil zelo dober s Pavletom, ker sta v južni steni Locija bila ena naveza, v bistvu so jih imenovali kar delovna naveza, ki je postavljala tabore in fiksirala vrvi kar aktivno. Tako da s Filipom smo tudi 27 let z drugoma imeli tabore pod Mangartom, v spomin na Pavleta in Tamaro, ne. To so bili ljudje, s katerimi si se lahko navezal brez kakšnih tistih zadržkov, ne. Si vedel, da mu zaupaš lahko, ne. Sigurno je pa izguba vsakega prijatelja huda in ko so odhajali tile prijatelji, s katerimi smo bili skupaj na odpravah, Ala Slavc, Johan, pa drugi, Pavle, je bil Julio, na primer. Vsaka ta nesreča je bila močna zareza, ki ti jo pusti, ampak spet si rečeš, si moram iti naprej, ne. Se tudi, ko greš hojakam ali pa greš v vojno, ko greš bilo kam na cesti ljudje. Nažalost je pač tako življenje, ne, ampak vsi smo v tej igri, ne. Je pa res, večji, ko so vzponi, težji, ko so vzponi, in normalno, če si plezalec, ki težiš za tem, so ti vzponi zmeraj težji, ne, običajno, ne. Večja je možnost, ne, da se kaj zgodi. Ampak že zmeraj greš s tisto voljo in energijo, da boš speljal, ne. In ne smeš kapitulirati, ne, moraš harati treba, ne. Ker če ne garaš v alpinizmu ali pa drugih takih aktivnostih v naravi, si hitro lahko končal, ne. To je v bistvu en kup stvari, ki so povezane. Bil sem tudi zraven, ker so ljudje umirali v hribih ali pa tukaj padalci, ki sem jih ogromno reševal, ne. Ni lahko, ampak moraš vzeti to v zakup. Če tako živiš, boljše se temu privadiš in da to sprejmeš, ne, ker če je tak način življenja, je treba peljati naprej, ne.